Može imati. Kaj, zdaj bomo poslušali nek program? Zelo kratek. Pa nam jaz kaj povede? Ja. Rabite teletočke? Ne. Me bojo razumeli, če govorim slovensko? Slovenska, sicer težko vam ćemo prijaviti. Ko se prevajati? Kratko sam. Pa ne, pa se ambasador razume. Absolutno. Sicer, čeprav na Debelem rtiču se že slovenskimi otroci tudi pogovarjajo, tako da... Sej 10 jih je slovenskih, ne? To je naša vzgojiteljica, moja pomoč. Dobar dan, Julia. Dobar dan. Tikica, kaj si bili tako mirna, žalostno gledaš, zmatrana? Djelica, odakle, kuda je ta Bosna, rekti. A zapitan je odgovor njemu hitan ta dade, Bosna. Dragi otroci, spoštovani prijatelji, kolegi, ambasador, gospa vodja, vesel sem, da sem tukaj z vami. Naše ministrstvo vsako leto, tako rečem, podpira projekt zbliževanja otrok iz Bosne in Hercegovine, pa ne samo njih. Imamo tudi program za otroke iz Ukrajine. Kot veste, obiskal jih bom čez nekaj dni. Program, ki je seveda na nek način gesta, prijateljstva, pomoči in tako naprej. Po drugi strani pa se mi zdi velika naložba za prihodnost. Mladi ljudje najbrž se spominjajo svojih prvih prijateljstev, stikov s kraji, ki so jih obiskali, in jim to ostane tudi za kasnejše čase. Mislim, da so obiski v Sloveniji za otroke iz Bosne in Hercegovine zanimivi. Jaz upam, da se dobro imajo, da so veseli, da uživajo, da imajo možnost delati, kar jim paše, kar jim ustreza. No, tu na robu Slovenije pa je še ena dodatna vrednost, ena dodana vrednost, in sicer si lahko gledajo, kako bo tudi njihova domovina izgledala čez nekaj let, ko bo povezana v Evropsko unijo. V Evropski uniji ni meja. Nekoč je ravno v bližini tega gradu potekala meja med Jugoslavijo in Italijo. Danes je tu seveda še vedno državna meja med Slovenijo in Italijo, vendar le te meje ni čutiti. To mejo je mogoče prehoditi, torej prevoziti brez težav, nihče vas ne vpraša, kam ste namenjeni, odkot prihajate. To je evropsko življenje in v bistvu so to vaje iz evropskega življenja. Želim si, da bi skratka otroci, ki prihajajo k nam na obisk, v svojem najzgodnejšem obdobju dobili občutek, kaj jih čaka, ko bo Bosna in Hercegovina postala članica Evropske unije, in jaz upam, da se bo to zgodilo kmalu. Slovenija si bo prizadevala, da se bo zgodilo čim prej. Hvala lepa. Otroke in gospoda ministra, ki se vsako leto, bom rekel, ne samo finančno, ampak tudi osebno odzove te naši skupni akcije, ki je zdaj že, bom rekel, tradicionalna. Pozdravil bi tudi gospoda ekscelenco in bi mu zaželel dobrodošlico v našo lepo državo. Mi smo imeli zelo lepe odnose z ambasado, z vašim prejšnjim ambasadorjem, in upam, da bomo tudi v prihodnje nadaljevali to tradicijo. Hkrati bi pa tudi pozdravil vse otroke. Upam, da se bodo v naši državi lepo počutili. Jaz veliko potujem v Bosno in se v Bosni vedno lepo počutam in upam, da bomo tudi mi del te gostoljubnosti lahko v tem tednu otrokom tudi vrnili. Jaz v principu napovedujem že mogoče za naslednjo leto, da bo KD, ki je, bom rekel, izjemno močno podpira projekte, kjer so vključeni otroci, tako UNICEF kot tudi drugi projekti, bomo tudi v prihodnje podpirali podobne humanitarne akcije in se že veselim prihodnosti, ko bomo mogoče še v večjem številu pripeljali otroke v Slovenijo, mogoče tudi po zimi letos,
in da se bo ta tradicija, bom rekel, v tem prijateljskem duhu tudi nadaljevala in da bomo zgradili te odnose še bolj, kot pa so že, kar je predvsem v našem poslovnem svetu zelo ključno in tako kot je rekel minister, na najmlajših se začne zadeva graditi in upam, da bo šlo v tem smislu tudi naprej. Gospodine ministre, dragi organizatori, želim posebno da pozdravim ovu našu budućnost. Dozvolite mi da u ime predsjedništva Bosne i Hercegovine, ministra vanjskih poslova, zahvalim se vladi Slovenije, posebno Ministarstvu vanjskih poslova, koje je snažno poduprlo ovu akciju. Kao što znate, Bosna i Hercegovina je parafirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Koristimo u velikoj mjeri, u stvari pokušavamo slovenačka iskustva. Smatramo da je to jedna od država koja može da nam bude uzor, uvažavajući neke tradicionalne trenutke iz naše prošlosti. Ovakve i slične manifestacije sigurno nas zbližavaju. Ova mladost će promijeniti mnoge stvari, ali ovi trenuci sigurno će im ostati u sjećanju čitavog njihovog života. I sve ono koliko smo uložili, hoću da vjerujem da dijelim vaše mišljenje, da je uloženo na pravo mjesto i da će dati pravi efekat. Simbolika je htjela da upravo budemo na jednom mjestu gdje je nekad bile neke druga obilježja, gdje je to izgledalo na jedan drugi način, gdje su bili neki drugi motivi, gdje smo gledali na jedan drugi način na te crte i tako dalje. To je jako važno za nas iz Bosne i Hercegovine i za ove mlade ljude, a da budem iskren i za ove starije, da vide šta nam je perspektiva i šta nam je budućnost. U svakom slučaju, još jedanput želim iskreno i puno da vam se zahvalim za sve ono što ste učinili i činite za generacije Bosne i Hercegovine. Hvala puno. Djeca su vojska najjača, djeca su vojska najjača. Izvoli. Izvoli.